Včeraj je ameriški državni sekretar Marco Rubio imel tiskovno konferenco. Poslušajmo nekaj izsekov iz njegove izjave. Operacija Epic Fury je zaključena. Dosegli smo cilje te operacije. Predsednik bi raje imel dogovor. Raje bi sedel za mizo, pripravil memorandum o soglasju za prihodna pogajanja, ki bi zajemal vse ključne teme, ki jih je treba obravnavati, popolno odprtje užin, da se svet lahko vrne v normalno stanje. To je pot, ki ji daje prednost. To za zdaj ni pot, ki bi jo izbral Iran. Glejte, stvar je taka. Kolikor občudujem predsednika Trumpa, in ga res, to sem že večkrat povedala, mislim, da trpi za zahodno boleznjo, ker ne razume, da so ti ljudje džihadistični norci. Ko je Rubio kasneje tudi rekel, poglejte, če uporabljajo hormuško ožino, da držijo svet za talca, si predstavljate, kaj bi naredili, če bi imeli jedrsko orožje. Če mislite za sekundo, da je kdorkoli v tem režimu, vključno s tako imenovanimi pragmatiki, pripravljeno pustiti svoj edini vzvod, se slepite. In tudi Trump se slepi. In tako, kakor jaz razumem predsednika, mislim, da se strinjaš, on pravi, prav, to je najpomembnejše vprašanje, jedrski program in ni dogovora. Prav, jaz bom vztrajal pri tem, ni dogovora. To ni končano, dokler ne pristaneš na resen popustek glede jedrskega programa. To je Trump. To je njegova celotna utemeljitev za vojno. Če ne dobi, kar želi glede jedrskega programa, ne more Američanom povedati, da je zmagal v vojni. Mora dobiti, kar potrebuje glede jedrskega programa. Pri drugih vprašanjih, ki so prav tako pomembna, je lahko morda bolj prilagodljiv. Veš, ne more, če ne dobiš, ampak če daš prednost. In on reče, jedrski program. Mislim, da pri teh vprašanjih ne more sklepati kompromisov. Če se drži svojih načel, je morda dobil znak, da so Iranci zaradi vsega pritiska to končno razumeli. Izbira med tem, da znova zdrsnejo v vojno, česar nočejo, ali pa nadaljujejo to blokado, kar zanje ni dobro, kaj ne? Gospodarska vojna proti njim. So v brezizhodnem položaju. Bomo videli, kako se bo to razpletlo.